Tokrat v občinskem informatorju. Bratuškova na obisku v Mariboru. Tudi na Muti izvedli akcijo Bodi viden, bodi previden. Kulinarična transverzala in Moj popoldan v Pivoli. Nekdanji poslanci spoznavali primere dobrih praks v Destrniku, Žetalah in Vidmu pri Ptuju. Poslovni forum v Hočah kot ključ mreženja in povezovanja podjetij. Na Sveti Trojici obeležili romarsko nedeljo z jesensko kvaternico. Lepo pozdravljeni. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek se je danes ogledala rekonstrukcijo križišča v Šentilju in nadaljevala z ogledom zaključnih del nadgradnje železniškega odseka železniške povezave Pesnica-Šentilj. Z ogledom je nadaljevala še v Mariboru, kjer si je ogledala gradbišče nadgradnje mariborske železniške postaje in Ljubljanske ulice, kjer se odvija izgradnja podvoza. Naša ekipa jo je spremljala v Mariboru, no podrobnosti pa si oglejte v prispevku. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je na obisku v Mariboru poudarila, da je vesela, da veliki projekti obnove železniške infrastrukture tečejo po planu. Po njeni oceni bi lahko čez leto dni vožnja z vlakom od Maribora do Ljubljane trajala 1 uro in pol. Gre za velik, če pogledamo vse skupaj, gre res za velik projekt, 250, še več kot 250 milijonov evrov je vrednost. Samo to, kjer smo zdaj stojimo, je vredno 33 milijonov in jaz verjamem, da ste si skupaj z mano lahko vsi pogledali in se prepričali, da je to za Maribor res velika stvar. Če bo vse po sreči in kot kaže bo v naslednjem letu od jeseni naprej tudi z novimi vlaki, ki jih bodo dobile Slovenske železnice, pot iz Maribora v Ljubljano z vlakom trajala približno 1,5 ure, kar pa jaz mislim, da je že zelo, zelo primerljivo z vožnjo, sploh ob konicah z avtomobilom. Na obisku je spomnila, da je pred 2 tednoma ustanovila delovno skupino za pripravo dolgoročne strategije razvoja železniške infrastrukture v državi. Omenila pa je tudi korak naprej k ukinitvi vinjet na hitri cesti skozi Maribor. Smo prejšnji teden z našega ministrstva dali v medresorsko usklajevanje vladni akt, ki bo cesto v Mariboru, cesto H2, izvzel iz vinjetnega sistema. Vem, da je bila to dolgoletna želja Mariborčanov in jasno želim povedati, da ta akt je v medresorskem usklajevanju zato, ker pravzaprav nimamo, ali pa država nima pravne podlage, da na tej cesti zahteva vinjeto. Mariborski župan je izrazil zadovoljstvo, da država skuša pomagati regiji pri razvoju infrastrukture. Pomembna pridobitev pa bo tudi podvoz pod železnico na Ljubljanski. Ta podvoz smo dobro vključili še v snovanje boljšega parka in povezave z nadvozom do Evroparka za pešce in kolesarje, se pravi tam bo, kar se tiče prijetnosti bivanja in kvalitete življenja za Mariborčane tudi na desnem bregu bistveno lažje in bolje. Mislim, da je to ta je že sprejeta, to bo pričakujem začetek del, če ne letos pa začetku prihodnjega leta. Bratuškova je omenila tudi želje, da ne bi mariborsko letališče zgolj ohranili odprtega, ampak da bi našli strateškega partnerja, ki bi mu bilo za letališče tudi mar. Da si želim, da tudi za mariborsko letališče, ki smo ga, bom rekla, z veliko truda ohranili odprtega, to je pa zaenkrat tudi vse. Na žalost obratuje bolj slabo, ampak mi še nismo obupali, mi bomo skušali poiskati strateškega partnerja. V tem trenutku imamo na mizi samo možnost koncesije. Če bi bil interes, jaz mislim, da bi se bila država pripravljena pogovarjati tudi o prodaji. Ampak želim si, da bi za to letališče uspeli dobiti enega resnega, pravega partnerja, ki bi mu dal tudi življenje. Obstaja pa odprto tudi vprašanje izgradnje južne oziroma zahodne obvoznice, a ministrica o tem ni želela govoriti. Dnevi so vse krajši, pešci pa smo v mraku ali v temi bistveno slabše vidni. Zato so se tudi na Muti priključili akciji Bodi viden, bodi previden, s katero so v praksi prikazali in opozorili, kako pomembno je uporabljati odsevna telesa. Tako so na cestišču otroci in občani preverili, kako je, ko nekdo v temnih oblačilih hodi po cesti, ter kako, če uporablja odsevna telesa. Že osnovnošolci poznajo prave nasvete. Kako pravilno prečkamo cesto?
Da pogledamo levo pa desno pa levo pa gremo, pa če ni nič na cesti, gremo čez. Kaj si se novega naučila danes ali pa v šoli glede varnosti pešcev na cesti? Ja, da moramo biti res previdni, ker pač avtomobilov je veliko in da moramo tudi druge opozarjati na to, da bodo previdni. Kako pa lahko poskrbimo za svojo varnost? Ja, nosimo kresničke pa tudi trakove. Da se primerno oblečemo, svetlo oblečemo. To so jim prikazali v praksi. Pri prehodu za pešce so se postavili ob rob vozišča in opazovali reakcije voznikom. Tistim, ki so ustavili, so se zahvalili in jim podarili odsevnike za boljšo prometno varnost pešcev ter zloženko s priporočili za boljšo prometno varnost. Zdravo, mi imamo akcijo Pešec na cesti in da bomo bolj vidni vam, ki vam damo kresničke. Da jih še osveščamo čim več, da povejo svojim sovrstnikom, da pač moramo prvo paziti na svojo preventivo, na svojo lastno varnost, potem pa vse ostalo. Svetlejša oblačila z kakšnimi odsevniki, danes vemo, da so moderna ta oblačila v kričečih barvah, da je čim bolj kričeče, da nas pač lažje opazijo. To je celoten namen tega, da pač vemo, če voznik nekje pripelje in smo mi v neki temi, nas ne opazi, če pa imamo nekaj svetlečega ali pa imamo celo kresničko, ki se vrti, ki je zelo priporočljiva, je pa to zelo dobro za varnost pešcev in samih šoferjev, da pride do čim manj nezgod. K temu dodaja, da je sprememb v cestnoprometnih predpisih vsako leto več. Stalnica pa ostaja previdnost in odgovornost. Na Muti se je stanje v primerjavi s prejšnjimi leti vendarle izboljšalo, pa pravi tamkajšnji župan. Največ vsekakor lahko prispevamo z ustrezno tehnično prometno ureditvijo, da so cestišča pregledna, da so talne označbe ustrezno obnovljene. Ravno tukaj, ko smo zdaj na tem mestu v srednjem trgu Zgornje Mute, smo pred leti vgradili nove svetilke, ulično svetlobo, ki so da na zebrah, na prehodih za pešce še posebej opozarja udeležence ene in druge, tako voznike kot pa pešce na previdnost pri prečkanju. Na vseh pešcih in voznikih pa je odgovornost, da čim bolj skrbijo za svojo varnost in varnost soudeleženih v prometu. Sedaj pa v občino Hoče - Slivnica. V Pivoli na Pohorski tržnici pri Botaničnem vrtu so v času občinskega praznovanja združili gibanje in naravo na enem mestu. Skupaj z aktivnimi športniki so preživeli prijetno popoldne v duhu kulinarike, športa in kulture. Vse so začeli v zgodnjih jutranjih urah s tekom po več kot 40 km dolgi trasi po poteh pohorske kulinarične transverzale, ki so jo zaključili s pokušino tradicionalnih pohorskih dobrot na Pohorski tržnici v Pivoli. Imamo danes gobje jedi, in sicer ješprenj z gobami, pa pražen krompir z gobami tudi. Poleg kulinarike pa smo se na Pohorski tržnici lahko predali tudi rekreaciji, prisluhnili nastopajočim in preživeli sproščeno nedeljsko popoldne. Ideja je bila tukaj, da podpremo ponudnike na Pohorski tržnici, potem smo dodali šport, teden mobilnosti in nastal je popoldne v občini Hoče - Slivnica. Otroci pa so uživali predvsem v športnih aktivnostih. Fajn je, ker se lahko zabavamo, pa igramo, da nismo tu tako starši, ko so na stojnicah, pa je to, da še lahko mi, da ne rabimo iti glih na ogled parka, pa fajn je. Tako so preživeli pestro in sproščeno nedeljsko popoldne, ker se je našlo za vsakogar nekaj. Nekdanji poslanci Republike Slovenije, ki so v Društvu poslancev 90, so včeraj obiskali 3 občine: Destrnik, Videm pri Ptuju in Žetale. Rdeča nit tovrstnih strokovnih ekskurzij je, da si na terenu ogledajo primere dobre prakse in ugotovijo učinke svojega dela. Včeraj so si med drugim ogledali tudi park za prostoživeče živali v občini Destrnik. Društvo poslancev 90, v katerem so predvsem nekdanji poslanci Republike Slovenije, je obiskalo 3 občine: Destrnik, Videm pri Ptuju in Žetale. Ob tem je predsednik Društva poslancev 90 povedal, da Haloze in Slovenske Gorice niso pozabljene.
Kolegi, s katerimi se bomo danes v teh 3 občinah srečali, vidimo, da so na tem področju zelo uspešni. Zelo uspešni so pa predvsem zaradi svoje širine in pa predvsem zaradi tega, ker živijo z kraji, ki jih vodijo. Živijo z kraji, ki jih vodijo sedaj kot župani in spomnim se, da so zelo tesno povezano živeli tudi, ko so bili poslanci v državnem zboru. Vsi 3 aktualni župani Destrnika, Vidma pri Ptuju in Žetal so namreč predtem bili tudi poslanci. Danes smo se pogovarjali tudi z aktualnimi in bivšimi poslanci o problematiki povprečnine. Seveda, vkolikor bi sedeli še vedno v parlamentu župani poslanci, bi bilo tudi za podeželje bistveno drugače, tudi kohezija. V prvem delu od 2007 do 2011 je podeželje bistveno več izkoristilo, ker so bili projekti temu namenjeni. Danes v drugem delu žal ni bilo namenjeno nekim kolesarkam, obrtnim conam, mi pa nimamo ne kanalizacij, cest in tako dalje. Tako da bomo tudi preko svojega kluba probali vplivati tudi na spremembo zakonodaje. Anton Butolin, ki je zdaj župan občine Žetale, meni, da so največ lahko naredili za svoj kraj in regijo ravno takrat, ko so bili tako poslanci kot župani. In da je tolikšna razdrobljenost na občine, kot jo imamo zdaj, dobrodošla za razvoj. V slovenski politiki še danes srečamo ljudi, ki mislijo, da imamo preveč občin, da smo preveč razdrobljeni. Če ravno živimo v nekem prostoru, nam primerljivem, recimo Avstrija je 4-krat večja po prebivalcih, 4-krat po površini, pa ima 12-krat več občin, pa sistem funkcionira. Tako da ni stvar v številu ali pa velikosti, ta število pa velikosti je glede na situacijo, v kakšni smo, pa na okolje, v katerem živimo, povsem normalna. So se pa že pogovarjali tudi o tem, kakšno sporočilo bi lahko ob koncu strokovne ekskurzije namenili ne samo nekdanjim, ampak predvsem aktualnim poslancem državnega zbora. Skupno sporočilo vsem, ki so danes na najodgovornejših političnih funkcijah, da je vendarle najpomembnejše, da zaznavajo in prenašajo v slovenski pravni red in pa v zakonodajo tisto, kar danes Slovenija potrebuje. Tu na tem področju se mnogi danes lahko strinjamo, da ne sledimo, trenutna politika ne sledi vsem potrebam, kar pomeni pomanjkanje sprejemanja ustreznejše zakonodaje. Kajti, če se spomnimo v preteklosti, so bile seje državnega zbora vsebinsko bogate. Danes, ko prebiramo, kaj in o čem odločajo poslanke in poslanci, nekih pravih vsebin ne zasledimo. To pa pomeni, da vendarle manjka trenutni politiki, ki je najbolj odgovorna za stanje v Republiki Sloveniji, manjkajo vsebine. In vsebine, ki se jih ne dobi nujno v klopeh parlamenta, ampak prav na terenu, med ljudmi. Ključ uspeha ni v tekmovalnosti, ampak v povezovanju. Da so poslovni uspehi vse bolj povezani z mreženjem in razvijanjem medsebojnih odnosov, ne pa v razviti tekmovalnosti, je rezultat sodobnega pristopa rasti podjetij. Tako menijo tudi v občini Hoče - Slivnica, zato so organizirali poslovni forum, na katerem so podjetniki izmenjali svoje izkušnje in znanja. Na podjetniškem forumu v Kulturnem domu Hoče smo slišali, da je občina Hoče - Slivnica dom uspešnih podjetnikov. In če želijo, da so podjetja uspešna in inovativna, se morajo mrežiti, pravi direktor občinske uprave Hoče - Slivnica. V našem občini je preko 1000 podjetij registriranih. Se pravi, imamo tudi na spletni strani kompletno bazo osveženo tudi z Bizijem in vsemu in lahko dejansko pogledate. To je bil en evropski projekt, tudi ko smo dobili sredstva, lahko preverite po dejavnosti, lahko secirate podjetje, zato da in lokalni podjetniki in tudi drugi lahko vidijo, po kateri storitvi gre. Se pravi, danes tu so različna podjetja, večina med njimi so mala in srednja podjetja. Velika podjetja, za njih je značilno, da manj se zavedajo in manj potrebujejo, manj menijo, da potrebujejo tega mreženja, ker so že velikokrat bolj samozadostni, medtem ko pa manjši in pa srednja podjetja pa so tista, ki so tudi hrbtenica v končni fazi gospodarstva in tudi naše občine.
Tema tokratnega foruma je bila, kako biti opažen in prodajno uspešen. Univerzalnega recepta za to ni, pa vendar se lahko prav z izmenjavo izkušenj in znanj drug drugemu pomaga. Dejstvo je, da se vsi podjetniki zavedamo, da danes dober izdelek ali storitev še zdaleč ni dovolj. Trženje, promocija, kako biti danes opazen in prodajno uspešen, to je ključ do uspeha podjetnikov. In dejansko je danes ključ v mreženju. Saj rastemo namreč lahko skupaj v zaznavanju poslovnih priložnosti, v izmenjavi poslovnih kontaktov, ker le skupaj lahko gospodarstvo raste, si izmenjujemo znanje in izkušnje. Poudarila je tudi, da je danes veliko ponudnikov s podobnimi storitvami, a vsak med njimi je malo drugačen, edinstven. Tak je tudi letošnji kandidat za naziv inovativen mladi kmet ali kmetica, Mariborčan Marko Cesar. Najbolj pomembno je v bistvu povezovanje. V bistvu vsak, ki hoče nekaj za sebe delati, ne bo uspel. Vsak dan spoznaš nove ljudi, nove stranke in v bistvu samo na tak način si lahko uspešen. Se pravi, to je tisto, kar je mogoče recept zdaj v sedanjem času za podjetja, za posameznike, tudi mogoče za večje organizacije? Res je, to je edino, kar v bistvu, da postaneš uspešen, je mreženje, povezovanje, seveda se potem povezovati in srečevati na raznih dogodkih in pa na tak način potem pridobivaš nove stranke, nove ljudi, spoznavaš in tudi oni te potem naprej v bistvu predstavljajo spet novim potencialnim strankam. Nove stranke, nova poznanstva, novi pristopi, nove tehnike, ki se gradijo na prepoznavnem modelu rasti podjetij in uspeha, pa je nedvomno tisto, kar ljudi motivira na podjetniški poti. In tudi poslovni forumi, ki postajajo vse bolj priljubljeni. Minulo nedeljo so v Sveti Trojici, ki je svojo znamenito cerkvijo s 3 zvoniki, znano romarsko središče, obeležili tako imenovano jesensko kvaternico. Trojico so tudi tokrat obiskali številni romarji od blizu in daleč. Veliki praznik, jesenska kvaternica oziroma jesenski blagoslov v Sveti Trojici je napolnil tamkajšnjo cerkev z romarji, ki so prišli iz vse Slovenije. Ti so najprej prišli k maši, nato pa so odpravili še na sejem na glavnem trgu Svete Trojice. Ta ima namreč prav tako dolgoletno tradicijo sejemskega dogajanja, na katerega ljudje radi pridejo. Jaz sem domačinka in dejansko se to ime naprej ohranja tudi tega kraja Sveta Trojica. Jesensko žegnanje, to je že dalj časa, ne vem koliko let, že to vse od nekdaj, to so tudi romali z vseh strani sem, iz Prekmurja peš, koliko vem, tako da, ja. Še da ste danes veliko krajanje na to tradicijo? Ja, mislim, da še kar, ja, da običaj se obdržijo, Naj kar ostane, mora ostati. Naša krščanska vera mora ostati, tako vam povem. Smo kristjani, za mene zelo veliko. Že tradicionalno pa so romarje ob jesenski kvaternici pozdravili tudi godbeniki in godbenice Svete Trojice, katerim so se tokrat pridružile še mažorete iz Pesnice. Tako so skupaj popestrili romarsko in sejemsko dogajanje. Poglejmo pa še, kaj se ta konec tedna dogaja v naših krajih. Nocoj ob 19:30 bodo v SNG Maribor uprizorili opereto Netopir, v kateri bo po 3-letnem premoru nastopil tudi tenorist Timi Ripič. Jutri, 5. oktobra, si lahko v Vurberku ogledate Kurentovo trgatev s pričetkom ob 9. uri, v Desterniku pa bodo tradicionalno trgatev izvedli ob 14. Prav tako ne pozabite na štajersko-prekmurski derbi ob 20:15 v Ljudskem vrtu. Toliko za enkrat, imejte lep konec tedna in nasvidenje.